Revija ESG številka 183. Evropska industrija kriči zaradi nekonkurenčne cene energentov. Pravi papirno-predelovalna industrija pa ni edina. Za Slovenijo je optimalna kombinacija OVE in jedrske energije. Ljubljana, Kranj in Velenje po več poteh do podnebne nevtralnosti do leta 2030. Zaposljivost diplomantov logistike je odlična. Zmogljivosti za predelavo bioodpadkov pa v Sloveniji ni dovolj. To je nekaj naslovov iz nove številke revije ESG. V ospredju je pogled na položaj reciklažne panoge, ki je poslovala z nadpovprečnimi donosi. Zdaj pa se že pripravlja na novosti, ki jih prinaša okoljska zakonodaja. Pripravlja se nova uredba o gradbenih odpadkih in uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Kot kaže, pa bo do konca leta dan v javno razpravo tudi nov zakon o varstvu okolja. Marsikaj prinaša tudi evropska uredba o pošiljkah odpadkov. In če smo že pri zakonodaji, v razpravi je zakon o energetski politiki in dopolnjuje se nacionalni energetsko-podnebni načrt, NEPN. Ekonomist dr. Jože P. Damjan je sodeloval v podcastu Zelenega omrežja študentov. V intervjuju je utemeljil, zakaj je po njegovem NEPN pravljica in zakaj si Evropa zatiska oči pred nekaterimi dejstvi o sončni energiji, pa ne le o njej. In morda, če še ne veste, prihodnje leto naj bi Slovenija razglasila dan za podnebje. No, sam mislim nekoliko drugače in to sem napisal v uvodniku. Slovenija v prvi vrsti potrebuje dan za sonaravni razvoj.